Zdravo. Moji BIM pogovori. Prej sem omenil, da so po depresivnih razpravah pred tem snemanjem, neki doma si neki stroji srkujejo, to domač povedano. Se bo zdaj v BIM pogovarjala o preteklih stvareh, pa v bistvu prihodnih. No? O inflaciji. Ja, inflaciji informacij v bistvu in podatkov. No, ne čisto, ne bova teoretična, ne, ampak zadnjič, ko sva te posnela, sva nehala posnela, sem rekel, ja, se sploh nisva nič govorila, pa omenjala poletne šole, ki je potekala letos polet na fakulteti. Ja, praktično isto sekundo, ko sva nehala s tem, se Matej spomnil, sploh nisva vsega povedala, kaj se je dogajalo. Ampak dobro, sej še boljš, da ne, zaradi tega, ker pa bi bilo pa res čist preveč. Dolgo že je bilo nekih 40 minut, tako da je danes rekla, da bo to danes krajši. Ne? In bom videl, če bo ratal. Ja, mogoče še eno obvestilo, ti še sploh nisem povedal. V prejšnji oddaji, če se spomniš, sem omenil, da mi je Maja nekaj dolžna. Ne? Ja, me je poklicala. Tako da. Cool. A vidiš, BIM pogovori spreminjajo. Svet, ne? Tako. Svet robijo v svetu, v bistvu, ne? Ne. To je bilo službeno, tako da. Lepo. Ja. Dolg je izpolnjen. Skratka, da je res nama predolga, ne? V bistvu poletna šola. Najprej povej, kakšna poletna šola? Poletna šola je imela fantastičen naslov, to je poletna šola parametričnega modeliranja. No in ti si imel projekt, oziroma pač ti si nekaj na faksu delal okoli tistega projekta, ki je univerza začela, no in v okviru tistega smo prijavili tudi tole poletno šolo. No in moram reči, da glede na to, da sem jaz se tako predvsej ubiral z marketingom poletne šole, je na koncu predvsej dobro izpadlo. In ja, koliko študentov je bilo? Bilo tam cirka 10 do 15, odvisno kjer dan, bilo je pa en teden. Ne? No, jaz bi mogoče malo en korak nazaj stopil, Matej še zdaj to, kar me je začel prehitevati, pa bi najprej rekel, da so sodelovala tudi zunanja podjetja. Absolutno. No, brez njih ne bi šlo. No? Tako da to je v osnovi bil cilj, da se privabi pač sodelovanje drugih podjetij tudi. Tako, bila je poletna šola parametričnega modeliranja, pri tem smo sodelovali FGG in zunanji, zdaj mogoče bi ti povedal, kdo so bili zunanji, jaz bi povedal, da je sodeloval tudi na naši fakulteti Luka Gradiša, brez katerega bi tudi bilo bolj težko. Ne? Res je, Luka je v bistvu smo nekako razdelili, ne? Tako da je vsak od sodelujočih organizacij prevzela en dan in mi smo imeli ta prvo, kratka z malo voda, pa z malo teorije, potem je pa Luka štartal z Dynamom. Naslednji dan je bil LA, v bistvu je prevzela LA, tako da so tam bili kar 3 vključeni, v bistvu Jure Česnik je naredil najprej nek uvod, do pauze, potem sta pa Anže Komar pa Jan Sečnik v bistvu prevzela tako bolj hands-on delavnico, tako da so dejansko nekaj delali. Zadeva je pa jasno štartala pač s postavko nekih infrastrukturnih objektov. To, kar je LA v bistvu malo nekako v zadnjem času. Potem tretji dan? Tretji dan je bil pa taka, smo štartali na visokogradnje, Zržišnik Perc. Tako da tam je bilo pa v bistvu zanimivo, zato ker je bilo predavanje v angleščini. Razlog za to je bil zato, ker je sodeloval pri tem predavanju tudi en bivši študent z BIM-a plus programa. Tako da je bilo vse skupaj v angleščini, ampak študenti se niso pritoževali, ampak na koncu veš v bistvu, da takoj, ko začneš kazati, ne vem, kakšne programe,
mi je skoraj lažje določene stvari v angleščini povedati. Tako da ni bilo nobenih problemov, no, glede tega. Mogoče, ampak en tak splošen komentar bom raje pol naredil. No. Mogoče je to z angleščino ena odlična iztočnica, potem tudi za konec, ko bomo govorila malo o building smart izobraževanju po angleščini. Ja, definitivno. To je eno od pogostnih vprašanj. Res je. Potem četrtek. Ja, to je bil četrti dan, v bistvu je bil pa Blaž Lozej iz Escape Laba. Je bil tudi že gost na BIM pogovoru. Res je, in tam smo pa v bistvu prvič naredili en tak switch, do takrat je bilo vse bolj manj Revit pa Dynamo. No, Blaž je imel pa v Archicadu. In Archicad ima... Ne v Grasshopperju. Archicad ima v bistvu grajen, ker v bistvu do zadnje verzije oziroma do predzadnje verzije je bil to poseben modul oziroma nek plugin o Paramo. No, zdaj ta zadnja verzija ima pa to že kar noter vključen, tako da praktično ni treba zapuščati tega okolja Archicada. Meni se je, mislim, če vidim kar takoj komentar glede teh programov, v bistvu zdaj to dosti bolj enostaven, kot pa tisto, kar Dynamo ponuja. Morda se je to pač zdelo tudi zaradi tega, ker je bil relativno preprost primer, ampak konec koncev se mi je zdelo, ne vem, osebno se mi Archicad nekako dopade bolj kot pa Revit, no, že v osnovi. No. Tako da morda zato. No. Zadnji dan je bilo pa parametrično modeliranje inštalacij. Je pa z eBay Peter Dragovič prišel in je imel zanimivo predavanje, v bistvu pač tako, nekaj zelo praktičnega, kako, ne vem, modelirati spet bolj manj na nekih linijskih konstrukcijah ali pa v bistvu tudi nekaj, kar je, ne vem, po neki gradbeni jami ali kaj podobnega. Ne? In kako določene stvari postaviti v bistvu tako na tak parametričen način. Tako da je bilo, v bistvu je zelo hiter minil tisti teden. No? Ja, jaz niti ne spomnim točno, zakaj jaz nisem mogel biti na tej poletni šoli. Mislim, da sem bil takrat v Southattu. Ja, tako je. Nekje si bil, to pač potekal je tam v 19. do 23. septembra. No in mislim, da bomo probali nekaj podobnega tudi naslednje leto ponoviti. Mogoče ne točno z parametričnim modeliranjem, ampak pač nekaj štartati. Morda štartati na ta način, da bi se vsako leto zgodilo pač neka taka poletna šola, ki bi bila zelo praktično usmerjena predvsem za študente, pa hkrati jasno tudi za nadobudne mlade bimovce iz kakšnih podjetij, ki bi radi izvedeli kakšne določene pač neke podrobnosti in bi jim na ta način prihranili določen, ne vem, čas samostojnega učenja in raziskovanja. Ne? Ja, jaz sem preveril, jaz sem bil takrat v Southattu na OTMC konferenci. Ja, prej si omenil mogoče en komentar na cel dogodek. Jaz sem slišal en komentar, mislim, da od študentov, ne vem, kdo mi je omenil, da so imeli študenti premalo predznanja. Zdaj pa ne vem. Ja, res je. Startali se je sicer s tem, da se je tudi napisali, da pač se zahteva vsaj minimalno poznavanje BIM modelirnikov, ampak se veš, kako to je, da če že sam modelirnik ne poznaš dosti dobro, Revit, Archicad, v tem primeru, ko se je sam to dvoje uporabljalo glede tega, potem je zelo težko potem nakombinirati zraven še Dynamo oziroma pač narediti najprej ta nek preskok, v bistvu miselni preskok, v bistvu, da ne modeliraš neke konkretne zadeve, ampak želiš modelirati oziroma skoraj programirati zadevo in narediti zadevo parametrično. Tako da že to je nekaj.
Potem pa jasno, vse skupaj je šlo do neke mere relativno hitro, tako da sem vse tiste, ki so imeli predavanja, vnaprej opozarjal, da zadevo čim bolj poenostaviti, ker bo v vsakem primeru bojo sledile kakšne težave in pač so se pojavljali, ampak smo jih kar dosti dobro v bistvu tudi vmes reševali. Ampak morda za drugo leto bo treba ali štartati na ta način, da se jim da določena gradiva študentom vnaprej, pa da se jih malo pripravi na to. Po drugi strani pa v bistvu, zakaj bi jih mučili, v bistvu takrat imajo ravno izpitno obdobje in tako naprej. In mogoče je ta format, so pa naredili tak en hiter preskok oziroma so šli stopnico višje v znanju in modelirnikov in v bistvu pač tega parametričnega modeliranja. Tako da jaz bi ocenil, oziroma morali bi imeti kakšnega gosta sodelujočih organizacij, ampak tole so se danes spravljali, tako da sem jaz tebi nekaj poslal en message, pa sva rekla, da je greva posnetne, brez kakšne hude priprave. Ampak ocenil bi, tudi po tem, kar so mi pač povedali po predavanjih, pač da so bili zadovoljni, da so bili uspešno predelali vse tisto osnov, ki so mislili. Zdaj pa jasno odvisno od vsakega posameznika, kako toliko hitro sprejme določene nove stvari ali pa malo kasneje. Ampak dobro je, da se vse skupaj posnel, tako da se bom posul s pepelom in rekel, se še ureja. Ker bom enkrat moral reči, ne bom zdaj kompliciral več, ampak bom sam zapakiral tisto, kar smo posneli. Ampak je kar v redu izpadel in tudi zvok in video in skratka je tako, da se sliši in se vidi, tako da bom res to čim prej naredil. Pa predvsem poslal najprej vsem tem sodelujočim organizacijam, tako kot smo se zmenili. Mogoče za novo leto dobijo tak paket. Upam, Novo letno darilo. Ja, tako, do takrat bo že prišlo. Sicer ne bo v paketu prišlo, bo v obliki maila najbrž, kje bojo lahko to dobili. Ampak ja, tako da zdaj sem se potonkal v bistvu s tem podcastom, da pa moram res narediti. Vidiš, sami bim pogovori pozitivno spreminjajo svet. To je v bistvu takrat, ko se mi kaj ne da delati, pa morajo nekaj posneti v bistvu, zato da v bistvu rečem, da je nekaj zabušavati. Malo še nekaj tazga pa zajema neko tipkanje v bistvu, Ja, pustimo podrobnosti. To je prva stvar, ki smo jo želeli danes obdelati, pa se nam je zdelo pomembna. Meni je bolj žal, da se nisem mogel udeležiti, vem, da mi takrat ni bilo, pa sem preveril, mislim, sem bil res v Cavtatu. Bom pa naslednje leto definitivno prišel pogledati, če ne z druga. To je eno, zdaj drugo pa sva rekla, bova pa malo odgovorila na najpogostejše vprašanje, kar se tiče Building Smart izobraževanj. Ja, mogoče tole, zakaj še ni na voljo? Ja, to je prvo vprašanje. Zakaj še ni na voljo? Kaj čakate? Ni res, da ni na voljo. Je na voljo, če se ne motim, ne vem, so že izvedli prvi sklop izobraževanj ali ne. Eden od ponudnikov bilo rečeno, da bodo to naredili v začetku decembra. Nisem pa preveril, zdaj, ali je že bilo izvedeno ali ne. Zdaj, zakaj? Zato, ker pač postopki trajajo. To je tako kot takrat, ko študenti prijavijo zaključno nalogo in mislijo, da je konec takoj, ko naredijo zadnjo verzijo. Pa ni, zato ker potem to še knjižnica pregleda, pa referat, pa mentor, pa komisija, pa odbor, pa da ne govorimo naprej. No in na Building Smart je isto. V bistvu, ko daš so dokumentacijo, ko so bili izbrani ponudniki, potem traja kar precej časa, da Building Smart pripravi platformo. Po pravici povedano, meni ni bilo jasno, kaj tako dolgo delajo, potem pa, ko sem videl, kaj počnejo, mi pa jasno, zato, ker je to vse avtomatizirano, v bistvu ponudniki potem sami, ti izobraževalni centri, potem sami prijavljajo študente na izpit, ta izpit se avtomatsko zgenerira in potem, ko
recimo ta udeleženec tečaja, ta kandidat uspešno opravi izpit, tudi takoj dobi certifikate. Ne. Ja. Tako da traja nekaj časa pri njih, ampak pa od tam naprej gre pa hitreje. No. In zdaj mislim, da so za večino izobraževalnih centrov že pripravili platformo. Rekli so, da za ostale centre bo to na voljo v januarju, tako da se pričakuje, da bo večina nas začela z izobraževanjem v januarju. To je zdaj ta razlog. Malo smo tudi sami krivi. Malo smo sami krivi, ne? Ja, ker smo se prej ukvarjali bolj z birokracijo kot z vsebino. Tako da to je zdaj prvo to neodgovorjeno vprašanje. Kjero je drugo? Ti ga jaz postavim? No, daj. Okay. Drugo vprašanje je, ali je izobraževanje in izpit v slovenščini ali v angleščini? Pri nas bo slovenščina. Ja. Lahko si pa, če me boš popravil, če bom napačno odgovoril, ne? Lahko si pa kdorkoli izbere kateregakoli ponudnika na svetu in gre k njemu delati izpit, jasno, potem pač pod njegovimi pogoji. Ne vem, če izberete ponudnika v Ameriki, boste po vsej verjetnosti v angleščini potem to delali, ne? Ne, po vsej verjetnosti. Mogoče to v španščini, ne vem, mogoče to v španščini. No, jaz bi dodal to, da tudi v Sloveniji bodo nekateri ponudniki ponujali opravljanje izpitov v angleščini. Jaz moram priznati, da čeprav sem v tej skupini, pa ne bi bil njen vodja, jaz do zadnjega nisem vedel, da bo to tudi omogočeno, da se bo to izvajalo v angleščini. Moram priznati, da se mi zdi to bolj nesmiselno kot ja, no? Zato ker v tem primeru lahko greste to delati kamorkoli po svetu. Ne bi bilo treba čakati v Sloveniji. Razen mogoče, da nimajo tistega nacionalnega dela potem. Točno to sem hotel omeniti. Se pravi, če greste vi to delati v Ameriko, v Ameriki imajo potem še 6. del, ki je tudi del izpita, potem imajo neke svoje nacionalne stvari vključene. Je pa ena druga stvar, če bomo mi želeli dejansko BIM upeljevati tudi skozi zakonodajo, bo potrebno poznati tudi slovensko terminologijo in tako dalje. Ne bom rekel, da je ta terminologija zaenkrat že fiksna pa določena, ampak definitivno se pa boste spoznali na tečaju na pripravi za ta izpit, na tem tečaju za ta izpit s slovensko terminologijo. In ta terminologija bo potem, recimo, da se bo čez čas izkristalizirala, ne vem, izčistila in potem tudi na nek način prelila v zakonodajo, upajmo, no? Da ne bo vsak na novo izumljal neke tople vode. Mogoče se bo primerjala s tem, kako so drugi prevajali stvari in bomo potem pač na tak način izobrazili tudi stroko v tej smeri. Jaz verjamem, da vsakmu boš reči BEP, ne? Pa vsi bodo govorili o BEP-u, ampak žal je to pač ima tudi slovenski prevod, ne? Ki je, ne vem, naj bi bil izveden načrt za BIM, zdaj pa bomo videli, kaj bo na koncu res prevod. Ne, en kup takih prevodov je, en kup take terminologije, ki jo bo pač treba usvojiti. Ja, se mi zdi, da je to tudi en tak že pri pripravi gradiv, ne? Zna biti to tako delo, ne? Ker če ne vem, kakšne svoje slajde pogledamo, v bistvu tam so te stvari dejansko, tako kot si rekel, BEP-i so tam noter omenjene, ne? Tako, ne. Zdaj pa, če se izobražuje v slovenščini in bo potem tudi izpit v slovenščini, potem je absolutno treba skrbeti, da se ta terminologija, ki bo potem tudi na izpitu uporabljena, ne, uporabi že v samih gradivih, ne. Drugač pride lahko do neljubih situacij, ne, če temu blago rečemo tako. Jaz bi sam poudaril to, ne, da če se dela certifikat, če se dela ta izpit v slovenščini, se izda slovenski certifikat, kar pomeni, da je potrdilo v slovenskem jeziku. To potrdilo je seveda veljavno povsod po celem svetu, ampak pač je izdano v slovenščini, ne. Če bodo pa ljudje delali v angleškem jeziku, bodo dobili pa angleški certifikat, ne. Zdaj, oba sta primerljiva, oba sta veljavna, ampak pač en je v slovenščini, pa v angleščini. Bo pa, ker sem pač tudi skrbnik te platforme za slovensko izpostavo Building Smarta, vem, da so nekateri ponudniki se prijavili tudi za izdajo certifikata v angleščini, kar pomeni, da morajo izvajati tečaj v angleščini, ne. Zdaj,
zakaj pa kje ga bodo pa izvajali, pa ne vem, pač mi na ULFGG, mi ga ne bomo, no. Mi bomo izvajali samo v slovenščini. Ja, ampak moram reči, da to se mi zdi, oziroma pač bi rekel tako, ne, da mogoče bi bilo pa razmišljati, ampak to je na nivoju Building Smarta, ne, da v bistvu te certifikate lahko potem, ko enkrat enega imaš, ali je to v slovenščini, angleščini, kjerkoli, ne, da je možno v bistvu dobiti v katerem koli jeziku. Ne. Ja. Z nekim pripisom konec koncev, da je bil to upravljan v Sloveniji. Ne. Nekaj v tem smislu, ne. Ker ne vem, dostikrat sva se pogovarjala o tem, zakaj bi šel nekdo delati, ne. Sploh ta certifikat, zakaj bi ga rad pridobil, morda bo v tujini hitreje prišlo do neke zakonodaje, da se bo to zahtevalo, oziroma da bojo sami delodajalci zahtevali neka dokazila o znanju BIM procesa in bo to v bistvu veljalo, kot da se bo šlo s tem izkazom. Ker bi bilo jasno potem mogoče težko dokazovati, ali pa malo čudno dokazovati, da pri slovenskim certifikatom je rečeno, da je tole pa imam. Ne. Ja, mislim, da to so taki najbrž mejni primeri, no, ampak kakorkoli. No. Ja. Zaenkrat ne bomo tega delali. Ne, ne bomo. Ok, kje je naslednje vprašanje? Ne vem. Kdaj se začne? A kdaj se začne? To si že omenil. Načeloma januarja, ne? Enkrat. Upamo 23, ne 24. Ja. Potem, čakaj, ja, eno vprašanje je tudi tako, ki sem ga večkrat dobil, je, kaj se naredi, če ne opraviš. Ja. Mislim tudi, da smo že omenili, no, da je tako, če ne opraviš, kandidat, ki ne opravi, ima možnost opravljati izpit še enkrat. Kar se naredi je, da se samo doplača izvajanje izpita, ki je mislim, da polovico, kolikor je bilo za prvo opravljanje. Da to bi sam omenil, da nekateri ponudniki prvo opravljanje izpita vključijo v samo ceno izobraževanja. Tako da, ne vem, to je tako, ne bom rekel, koliko je ta cena, ker sem pozabil, ampak mislim, da je ponovno opravljanje 50 €. Ne me pa zdaj za besedo držati. No, in lahko gre opravljati še enkrat. Če tudi drugič ne opravi tečaja, je pa zahteva Building Smarta, to ni kaprica izobraževalnih ustanov, ampak to je zahteva Building Smarta, da mora iti še enkrat opraviti izobraževanje. Kar pomeni, da ga mora tudi še enkrat plačati. Tako da, moj nasvet je, naredite vsaj v drugo. Tako. Ja, ta je kar, bom rekel, ta je huda, ne? Mislim, lahko. Ne vem. Ne vem, nisva šla, jaz nisem šel delati tega certifikata. Ne? Jaz ga pa ne smem. Ne, ti ga ne smeš. Ampak, bom rekel tako, ne? Glede na 5 vprašanj tistih, ki so na voljo, ne? Testnih vprašanj. To greste vsi lahko na spletno stran Building Smarta, tam poiščete to zadevo, ampak bo tako polinkana. In tam izberete, da želite upravljati pač ta testni izpit. Tam se vam pojavi 5 vprašanj iz 5 različnih modulov. Mislim, vse skupaj 5 vprašanj iz vsakega modula je eno vprašanje. Moram reči, da so ta vprašanja tako včasih dvomna, ne? Oziroma odgovori so dvomni. Tako da v bistvu so taki, da dejansko zdaj ne dopušča tega, da imaš ti neko interpretacijo tega, ampak moraš dejansko, če tako piše, ne, in je našteto v bistvu, ne, to so faze vpeljave BIM-a v organizacijo, tole sledi temu. Ne, in v takem vrstnem redu ne bo drugač, ne malo drugač poimenovan. Zato sem prej izpostavil, da ta terminologija zna biti malo problem konec koncev, ne. Ta terminologija zna biti velik problem. Ker še posebej, če se kaj naučite, ali pa smo se, ne vem, v preteklosti kaj učili iz kakšne tuje literature, smo pač navajeni neke angleške besede, ki si je lahko konec koncev vsak mogoče malo drugače interpretira, ne? Oziroma prevaja.
In zdaj za slovensko terminologijo velja pa točno samo en prevod v bistvu. Ne ta, ki je v principu čist podoben, ampak je malo drugačen. Tako da to kar malo zavijam z očmi zraven. Najbrž se na kameri ne vidi. Ampak ja, v bistvu zato je v bistvu pomembno. Zato je pomembno, da je vsebina predavanj, literature in tako naprej, ki bo na voljo, dostopna, zelo dobro usklajena z samimi pač terminologijo, ki jo imajo vprašanje. Ja. No, pa še zadnje vprašanje, ki je tudi zelo veliko. Kako se ta izpit piše, če ga lahko pišeš kjerkoli? Building Smart ne predpisuje, da bi morali iti kamorkoli pisati. Če bi bilo to tako, potem ne bi mogli vi tega tečaja pa izpita upravljati v Ameriki, ker bi morali dejansko tja ga odpisati. Se pravi, ne predpisuje, da ga ne smete izvajati nadaljavo, ampak je pa treba pač zagotoviti, da to dejansko ta oseba upravlja, kaj se mora identificirati in tako dalje. Mi na fakulteti bomo najbrž to izvajali pri nas, da se vsemu temu izognemo. Se pravi, razpisal se bo izpit, se dobimo pri nas, vas peljemo v računalniško učilnico, se pripravite in potem ga odpišete. Na tak način se izognemo vsemu temu, vsej dvoumnosti in težavam in tako dalje. Kako bodo izvajali drugi ponudniki, ne vem. Najbrž kombinirano, eni nadaljavo, eni v živo, ne vem. Gre pa tako, da tehnično bi lahko to pisali od kjerkoli. Tehnično nekih omejitev ni. Zdaj praktično pa se pravim, preverjanje istovetnosti pa razni brskalniki pa tako naprej. Se mi zdi, da je lažje, da se pač piše na licu mesta, se tudi takoj dobi rezultat in potem upam, da si sežemo v roke in se vidimo na kakem drugem dogodku. Na novem izobraževanju, ne? Ja, to bodo pa potem, ko bodo dodatni moduli, kar pa še ne vemo, kdaj bodo. Ja. Ne moduli, pardon, ne moduli, druge ravni. Ravni znanja. Ok, mislim, da so tole povzela, tiste najbolj občutljiva vprašanja. Tako da glede, kaj FGG lahko rečemo, da bo to zdaj nekje na voljo na spletu, vsaj v te mere, da se bo lahko prijavili oziroma pač izkazali interes. Ko bo pa začetkom januarja predvidoma. Ko bo pa zadeva zares zaštartala, boste pa jasno vsi tisti tudi posebej obveščeni in pozvani, da lahko pristopite k samo izobraževanju, da ne bi pa vsekakor poteklo popolnoma nadaljavo, oziroma pač vse te stvari bojo pripravljene in boste vi v svojem tempu, ki ga boste zmogli, vse te stvari predelali. Verjetno bomo naredili kakšen forum tudi, pa morda kakšne pogovore z mentorji v živo, ampak te stvari se bojo še dorekle, ampak skratka ne bo treba nam napak podati zaradi tega. Predvsem se mi zdi pa pozitivno to, da boste lahko te zadeve nekako si razdelili v kose, ki bodo jasno ustrezali vaši zaposleni, pač koliko ste obremenjeni že dnevno z drugim delom. Jaz bi mogoče samo menil, da kolikor je meni znano, bo večina ostalih izobraževalnih centrov tudi naredila ali nadaljavo ali pa kombinirano. Tako da se pač poglejte si, kdo vam najbolj ustreza, pa si mogoče izberete tega, za katerega boste prepričani, da vas bo uspešno pripeljal do upravljanja certifikata, bomo tako rekli. Ja. Prav. Robi, mislim, da so zaključili. Danes so pridne. Ja. Ne bo predolga. Mogoče samo tako, da še poslušalcem, pogledalcem povem, da sem zdaj ugotovil, zakaj je ta problem z zvokom. Kriva je Rusija pa vojna, zato ker je Matevž bolj oblečen in potem v mikrofonu bjopco ves čas. To pomeni, da se moram drugič drugače obleči. Ali pa da daš za takrat dol, veš? Ja, to bi šlo, ja. Oziroma, veš kaj, ali pa da ti svoj profesionalni mikrofon uporabljaš. Ja, to ga moram pa sem prinesti.
To je pa zdaj že druga debata. Drugič od doma naredimo, pa bo lažje. Čeprav je doma bolj mrzke, bomo tako rekli. Pa za kako drugo, da. Nač, upam, da mogoče, kjer smo danes, morda še enega novoletnega z objavo, kje so na voljo posnetki poletne šole. Mogoče s kakim gostom. Par let zapored smo imeli kao Christmas special. Jaz smo to malo zanemarili. Mogoče spet obudimo. Absolutno. Lepo se imejte. Robi, ti pa pazi na noge. Ja, bom. Ajde, čau. Adijo.